Danes je 1. november, čez dobre 14 dni, 17. novembra, je dan filozofije športa in zopet nameravam na filozofskem kolokviju filozofije športa predstaviti nek seminar. Lansko leto sem praznoval 20. obletnico moje knjige Šport skozi psihoanalizo in sem to predstavil. Letos pa nameravam v spletu okoliščin predstaviti intervencijo lingvistike v teorizacijo športa, v psihoanalitično interpretacijo športa. Zdaj bom jaz poskušal tole malo deliti. Tole, če dam F5, naj bi vi tole videli. Tole je generalka, jaz malo vadim, sestavil sem nek koncept, zdaj pa tole naj bi šlo nekoč v eter, gre za vajo. Torej vajo, malo se moram pripravljati na ta seminar, ki bo nosil naslov Metaforizacija športa. V kakšne pol ure moram to strnjeno povedati, izluščiti bistvo. Moram pa povedati, da sem se navezal v tej teorizaciji športa na lingvistiko preko moderatorke mojih podcastov, ki mi je dala po eni strani tudi idejo, jaz pa tudi njej. Namreč idejo, da je najprej ona vpeljala psihoanalitične koncepte pri razumevanju metafore v lingvistiki, oziroma ona je interpretirala sanje skozi koncept metafore oziroma metonimije. Metaforizacija sanj se je imenoval, ali pa bi se lahko imenoval njen seminar pri besedoslovju, ali kako se že imenuje ta njen predmet, študentka jezikoslovja oziroma slovenistike, novinarka bivša Radia Kapris, Regionalobala, še mogoče kje. Meni pa zadnje leto moderira te podcaste, v tem trenutku 21 podcastov mi je moderirala, izjemno dobro se spozna na psihoanalizo, menda me spremlja že nekaj let, tako da psihoanaliza ji ni bila tuja, in potem, ko je namignila, da bi ona to interpretacijo sanj, ki so jo predstavila v enih prvih najnih podcastov, da bi to interpretacijo sanj povezala s svojim znanjem o lingvistiki. Mislim, to se mi meni zdela fantastična ideja, glede na to, da sem že pri Lacanu in pri nekaterih psihoanalitikih zaznal, vedel sem, da so to poskušali, se pravi koncept lingvistične metafore, vpeljati v interpretacijo sanj. Zdaj, jaz sem pa šport interpretiral po ideji oziroma po konceptu teorizacije, izpostavljanja teorije sanjam oziroma sanj teoriji. Jaz sem šport interpretiral tako, kot je Freud interpretiral sanje, ali pa mogoče pozneje tudi umetnost. Tako da tale zadeva, nastavil sem jo v tem abstraktu, ki če ga tlele preberete, veste, zakaj bo šlo. Napoved tega mojega seminarja Metaforizacija športa je zajeta v tem povzetku, abstraktu. Govorim o metafori in metonimiji kot o dveh procesih, ki sta podobni zgoščanju in premeščanju. Se pravi, temeljnima dvema konceptoma, s katerima je Freud razložil, pojasnil sanje, jaz pa šport pred več kot 20 leti. Zdaj, fakulteta za šport je slepa in gluha za mojo teoretsko intervencijo v razumevanje športa.
Zdaj, ne samo, da študenti tega ne dobijo na konzumacijo, se pravi, teh mojih teorij, tudi profesori tam bolj slabo to štekajo, nič ne razumejo in kje bojo potem študentom kaj pametnega povedali kot tisto strokovno, kar se desetletja že uči na tej fakulteti za kurčenje. Pardon, fakulteti za šport. Jaz sem pa ta starogrški timos, ne. To je pa nek notranji imperativ, ki me sili, da tisto, kar vem, izpovem v upanju, da bom sprejet od drugih, mogoče od pomembnih drugih. In lansko leto sem bil opozorjen, a je bilo to letos, da se bo naslednje leto izdala neka tematska številka, neke najbolj priznane revije filozofije športa, kjer se bo tematizirala pač psihoanaliza in šport. In zdaj nekateri poznavalci so rekli, evo, zdaj bo pa Vodeb prišel na svoj račun, ne, naj vas razočaram, ne, ali pa razveselim, nič ne bom prišel na svoj račun, ker nimam energije. Jaz sem preveč izgorel, tudi zagrenjen, ker se v 30 letih moje, tako rekoč, epistemološke intervencije v razumevanje športa ni našel nekdo, ki bi to stvar imel resno na tak način, da bi se o tem začelo malo diskutirati v nekem strokovnem diskurzu, na kongresih, v predavalnicah. Po mojem videnju bi tam katedra za filozofijo športa, ki se je ustanovila zaradi mene pred 25 leti, tako rekoč že, ne, morala imenovati katedra za vodebologijo. Ampak pustimo zdaj to, ta moja skesanost ob strani, moja zagrenjenost, malce sem ciničen piker, malce se norca delam, pač glede na to, da sem 4 knjige napisal, ne, se pravi prva leta 1800, ta modra, 1999, 1899 je Freud izdal interpretacijo sanj, jaz pa ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država. Ta je izredno prelomna knjiga na področju ideologije športa, ne. Dokler nisem jaz o tem začel govoriti, se o ideologiji v športu, v povezavi s športom sploh ni govorilo. Ideologija je za šport, športno stroko, za športnike, trenerje, funkcionarje, nekaj takega, kot je, kako že rekel Altiser, kot je voda za ribo, ne. Riba vode ne opaža. Tisti, ki so vpeti v šport, ne morejo opaziti ideologije športa, ker mislijo, da šport je sam po sebi tak, kakršen je, in da ima samo eno plemenito ideologijo, ne. Ko sem pa jaz začel s tem ideološkim diskurzom harati po športu, so pa tam se ob tla metali, ne, razni Silvestri, Silvo Kristan ali pa letos preminuli Janko Strel. Mislim, to ni da ni, kaj so oni govorili v kontekstu ideologije, Vodepa, športa in vsega, kar sem pač jaz plasiral pred več kot 20, torej 25 leti v ta športološki diskurs, ne. Potem so te knjige šle, ta razprodana šport skozi psihoanalizo, je dejansko prav epistemološko totalno prelomna. Še vedno je, oziroma še vedno se ni osvojilo to neko moje znanje oziroma ta teorija. In zdaj resnici na ljubo, če bi bilo kaj pravice na tem svetu, ne, bom jaz prepoznan naknadno po 30 letih kot vodilni teoretik na področju psihoanalitične intervencije v teorijo športa oziroma filozofijo športa, karkoli pač rečemo, da je ta veda, kineziologija ali pa športologija, športoslovje, karkoli pač ta šport je. Ne, tukaj je tudi moj magisterij, drugi magisterij iz sociologije kulture, šport, subjekt v ideologiji športa, interpretacija športa je pa pika na i psihoanalitične elaboracije športa, ki sem jo izdal, to zadnjo knjigo o športu,
2005. leta. In se pravi, dve fronti imam, soško pa salunsko, ena je ideologija v športu, druga pa psihoanaliza v športu. Zdaj, če bi šport na kratko predstavil kot bahalo in ekshibicija za moški ego, bi moral reči, da je šport izjemno seksualen. Seksualen na podoben način, kot so sanje seksualne. Sanje naj bi bile izpolnitev želje po Freudu, kraljevska pot do nezavednega. Zdaj, jaz sem letos inštruiral neko študentko filozofije, ki je diplomirala iz psihoanalize sanj. Jaz sem njej rekel, da ne gre za kraljevsko pot do nezavednega v resnici, ampak gre pri interpretaciji sanj za kraljevsko pot do simbolnega. Človek je simbolno bitje in to ne smete jemati kot retorično, ampak kot nekaj dejanskega. Človek simbolno dojema vso to realnost, ki ni realna, realno in nezavedno, in to realno je simbolno strukturirano. Primarni proces je nezaveden, sekundarni proces je pa zavest. Zavest je nepomembna, pomembno je nezavedno, ki je simbolno strukturirano. Zdaj pa, če bi to idejo simbolnosti, nezavednosti, te neke drugosti oziroma drugega prizorišča, primarnega prizorišča, lingvisticirali, se pravi, peljali neke lingvistične koncepte in skozi te lingvistične koncepte poskušali razložiti torej stvarnost, šport, sanje, bi morali vse skupaj v teoretskem smislu metaforizirati. Zato se imenuje tale moj referat metaforizacija športa. Tale kolegica Tanja Žuvela, ne vem točno, kako je potem dala naslov te svojemu seminarju, bi pa lahko rekla tudi metaforizacija sanj. Ona je namreč sanje razložila namesto s psihoanalitičnimi koncepti, razložila jih je skozi lingvistične koncepte, predvsem ta dva koncepta, metaforo in metonimijo, ki sta adekvatna metafora zgoščanju oziroma zgoščevanju, zmiksanju, metonimija pa premeščanju. Premeščanje pač psihičnega akcenta, čeprav je ta sporejanje premeščanja in metonimije malce, bi rekel, ohlapno oziroma ni tako enostavno, ampak v tem današnjem seminarju to ne bom dreznil v to smer, je polemično, ampak mogoče kdaj drugič, ko bo kdo kakšen interes pokazal v to smer. Treba je povedati, da tako kot v sanjah obstaja proces sekundarne elaboracije, se pravi drugotne obdelave, kot se prevaja v slovenščini. Tako kot v sanjah obstaja to sekundarno elaboriranje športnih iger, tudi v športu. Potem upoštevanje predstavljivosti je koncept pri interpretaciji sanj, je mogoče prenesti tudi upoštevanje predstavljivosti v koncepciji športa, športnih iger. Športne igre so igrabilne v povezavi z inteligibilnostjo, se pravi, da se jih igrati, ker so naknadno vnešene v te športne igre določene zakonitosti, neka pravila, neke omejitve iz registra, Freud bi rekel, inteligibilnosti, če bi govoril o sanjah, če bi v sanjah sanjali neke športne igre, kar se pogosto dogaja športnikom ali pa tudi rekreativcem, ko igrajo nogomet, košarko, karkoli, ko dajejo gol, tudi če prelagajo problem iz enega na drugega, v odbojki, tenisu, na miznem tenisu. Te športne panoge so inteligibilne, imajo rep pa glavo, moj izraz je pa igrabilne so, inteligibilno igrabilne.
Skratka, kupico nekih Freudovih konceptov se da na nek način prenesti v razumevanje športa in v razumevanje sanj. Lingvistizacija športa se mi meni zdela neka logičnost, glede na to, da sva v bistvu s Tanjo tematizirala sanje v teh podcastih, ona pa kot neka slovenistka s tem svojim lingvističnim znanjem zastavila nekako takole. Potem sem si jaz malo izpisal iz njenega seminarja, kako je govorila. Recimo zapisala je: metaforizacija sanj pomeni, da lahko v razumevanje sanj vpeljemo lingvistične koncepte. Koncept metafore v najširšem pomenu besede, kar vključuje tudi metonimijo. V tem njenem seminarju je potem pri predmetu besediloslovje se je potem izkristaliziralo, da je nekako vpeljala vzporednice med lingvističnim konceptom metafore in metonimije ter razumevanjem sanj oziroma teorijo sanj, teoretizacijo oziroma teorizacijo sanj. Se pravi, sanje, ko izpostavimo teoriji, lahko sanjam o sanjah skozi premeščanje in zgoščanje, vse te Freudove koncepte, nekaj povemo teoretskega, skozi lingvistične koncepte pa zopet lahko o sanjah nekaj teoretskega povemo. Zato se da govoriti o teorizaciji sanj skozi lingvistične koncepte. In to je speljala zelo korektno Tanja Žuvela. Mislim, da je 10 dobila, ne? Vsakdanje življenje v budnosti lahko oziroma moramo mestoma prebrati oziroma razumeti kot metaforo in metonimijo, da bi razumeli, kaj se subjektom v resnici, torej psihično, čustveno, tudi seksualno, tako rekoč dogaja. Kaj subjekt v resnici nezavedno misli. Se pravi, primarno ni tisto, kar vsak dan doživljamo, ampak je primarno nezavedno, tako imenovan po Freudu primarni proces. Zavest je sekundarna, kar sem povedal, sekundarni proces je Freudov izraz. Lacan je pa temu rekel realno, torej resnično realno, resnično bistveno. To so dikcije, ki sem si jih izpisal iz Tanjinega seminarja. Potem naj rečem, kaj je metafora? Metafora je prenos, ampak ne transfer v psihoanalitičnem smislu, ampak prenos kot retorična figura, za katero je značilen prenos pomena iz ene besede, podobodajalca, na drugo besedo, podobojemalca. Ena beseda torej zamenja drugo, vendar ne zato, ker bi bili logično in vzročno povezani, ti dve besedi, ampak zato, ker sta si stvari, ki jo ti dve besedi označujeta, v nečem podobni. Če Tanja tukaj vzame primer stavka: danes je siv dan, dan primerjamo s sivo barvo, vendar ne zato, ker bi bila logično povezana, ampak zato, ker sta si v nečem podobni, asociativno podobni, te dve besedi, dan pa sivina, sivost. Oba ta pojma sta povezana z nezanimivostjo, s pustostjo, tako rekoč z žalostjo. Recimo, dikcija po drugi strani ti si moj sonček, pa vsebuje idejo, da druga oseba, v kateri teče beseda, tistemu, ki to izreče, pomeni zelo veliko. Sonce je vir življenja. Tako kot sonce živim bitjem pomeni vse, ker je sonce nekaj, kar je nujno potrebno za življenje, za vsa živa bitja. Sonce, ti si moj sonček, ti si meni vse. Tudi ko rišemo neke risbice, mama človeku, otroku pomeni vse, in tisti, ki velikokrat sonce riše v risbico, pomeni, da simbolno, nezavedno preslika pojavo matere. Sonce je tudi simbol mame.
po drugi neki logiki. Ne. Pri metafori z eno besedo, pri metafori, torej eno besedo nadomesti druga, ker sta si stvari, ki jo označujeta ti dve besedi, v neki lastnosti podobni, se pravi, asociativni podobni, oziroma dovolj podobni, da metafora vzdrži. Zdaj pa, če sklenem to definicijo metafore, ne, se pravi, tukaj povzemam Tanjo iz njenega referata. Metafora je danes, torej danes, sedaj, postala miselna figura in konceptualni mehanizem v teorizaciji marsičesa, pač v lingvistiki, ampak kot bomo videli tudi v sanjah in v športu, ne, to, kar mene zanima. Ne. Potem je tukaj še metonimija. Ok, da si lahko berete, kaj vse sem jaz v tem golu, jaz sem laično napisal tam za sobotno prilogo Dela leta 98, neki močen tekst, ne, nogomet kot užitek brez viagre. Potem sem pa nehal 2008. leta, se pravi 10 let sem poskušal kaj povedati, dopovedati, ne, pa so že na koncu že ptički čivkali, sem pa nehal pisati, sklepni tekst je bil: gola ni, nogomet ne obstaja. Ne. Kako ne obstaja, če ga gledamo? Ne, to ni nogomet. V realnem, na nezavednem nivoju je gol oziroma dajanje gola nekaj, kar ima veze z ali pa s koitusom, spolno združitvijo. Not ga je treba dati. Ne. Fanti grejo na žurko, kam pa greste? Ja, gol bomo probali dati. Ne. So metaforično dopovedali, da bi ga rad slepca v štirno namočili. Gol bi rad dajali tem nastavljavkam, deklinam, puncam, ženskam. Ne. Skratka, metonimija pa pomeni preimenovanje, kar je zopet retorična figura, ki uporablja enega označevalca namesto drugega označenca, ki je z njim neposredno ali tesno asociativno povezana. Metonimija temelji na različnih razmerjih med označevalci oziroma označenci. Metafora se od metonimije razlikuje v tem, da temelji na navidezni nepovezanosti med dvema besedama. Medtem ko gre pri metonimiji, na primer, za vzročno-posledično povezanost. Ne. O metonimiji govorimo takrat, kadar sta stvari, ki jo zamenjujemo, med seboj v neki bolj konkretni, tudi asociativni zvezi. Recimo, Tanja to uporablja, v stavkih mesto praznuje ali pa vas se veseli, sta mesto in vas metonimična izraza za meščane kot prebivalce mesta oziroma vaščane kot prebivalce vasi, ne. Ki praznujejo, ki se veselijo, ki so srečni. Ne. Mesto praznuje, vas se veseli. Pri tem meščani oziroma vaščani niso podobni mestu oziroma vasi, ampak jih je z mestom oziroma vasjo mogoče samo asociativno povezati, ker tam v mestu oziroma na vasi živijo. Ne. Shemo metonimije ponazorimo z x-om namesto z y-om, pri čemer je x izhodišče, y pa pomen cilja metonimičnega odnosa. Tako metafore kot tudi metonimije so lahko verbalne ali, to je pomembno, ali vizualne. Se pravi, ne samo, da to z besedo ubesedimo, ampak mi lahko metonimijo tudi vidimo. Se pravi, vse udejani v gledanem, v realnem življenju. Zato tudi v športu ali pa v sanjah, ko jih gledamo, so tam neki dogodki, tam niso besede, tam so dogodki, so vizualni elementi, vizualne figure, ne zgolj retorične figure, ampak tudi vizualne figure.
Tale moj soimenjak, lingvist, Roman Jakobson, je štel film za v osnovi metonimični medij, ko govorimo o teh vizualnih figurah. Pri čemer se prikaže objekt, ki predstavlja nek drug povezan objekt, ki pa ni predstavljen. Mi si ga moramo domišljati v teorizaciji, ali ga nam pa nezavedno simbolno zapopade na tak način. Vse to je malo težko točno zaštekati, ampak kakorkoli že. Tukaj lahko preberete stvari, ki sem jih nekako strnil v neko močno teoretsko misel. Zdaj to, da tle se malo, rekel, že vse skozi norca delam iz tega Bernarda Suita, to me jezi še pa še, ker ga dajo v epicenter filozofije športa. Mislim, tam v enih kobilcah, murničkih, grasshopperskih, neki všečno piše, zdaj pa to temelj filozofije športa. Meni se meša, ko to slišim, mislim, tudi te naše, sorry, če to poslušajo, moram še prebrati do potankosti, moram predelati to, poznam tega Suica, ampak nisem se pa poglabljal, ker se mi zdi škoda časa, toliko knjig, ki jih moram prebrati, zdaj šel pa tam nek roman o kobilcah brati, ali murničkih. Kaj naj še rečem? Takole bom začel. Freud je v 4., torej najpomembnejšem poglavju svoje interpretacije sanj, v katerem govori o tako imenovanem delu sanj. On vpelje pojem manifestne in latentne vsebine sanj. Tudi šport ima manifestno in latentno vsebino. Pri tem manifestno vsebino imenujemo tudi vsebina sanj. Latentno vsebino pa sanjske misli. Vse skupaj pa delo sanj. Manifestno, latentno je povezano z delom sanj. Razliko med njima, med vsebino sanj in sanjskimi mislimi, opiše Freud skozi nek lingvistični kontekst, kar je za tale moj referat zelo pomembno, tudi za Tanin, kjer je pa sanje tematizirala v povezavi z lingvistiko. Sanjske misli in vsebina sanj so predstavitev vsebin v dveh različnih jezikih, oziroma, bolje rečeno, vsebina sanj je videti kot prepesnitev sanjskih misli v drugačen način izražanja, katerega znake in sintaktične zakone ugotavljamo s primerjavo izvirnika in prevoda. To zapiše Freud, tam v enem poglavju, 4. pač te knjige epohalne. Potem pa nadaljuje. Vsebina sanj podobno, oziroma tako rekoč v slikovni obliki in njene znake moramo drugega za drugim prevesti v jezik sanjskih misli. Če poskušamo brati te znake v skladu z njihovo slikovno vrednostjo, namesto v skladu z njihovo znakovno zvezo, nas to očitno zapelje v zmoto, zavaja nas. Če uporabljamo pa lingvistično terminologijo, bi se pa lahko reklo, da so manifestne sanje tako rekoč metafora, ki se vzpostavlja zato, da bi simbolno predstavila latentno ozadje, torej pravi smisel, pravo bistvo sanj. Tukaj je zdaj govora o sanjah. Na ist način bi morali govoriti o športu, oziroma se da govoriti v športu. In to je bistvo športa. In to jaz že 30 let govorim, ko bi gluhim govoril, oziroma ko bi opicam govoril. Noben ne zašteka, kaj hočem povedati. Kaj naj še rečem? Psihoanalitična koncepta, ki sodelujeta pri oblikovanju sanj, sta delo zgoščanja in delo premeščanja, kar Freud v interpretacije sanj
preprosto strne v zgostitev in premestitev. Manifestna vsebina sanj je kratka in skromna v primerjavi z bogatstvom latentne vsebine sanj. Da lahko pride do tega in na delu proces zgoščanja sanjskih misli, kaj se zgosti, zgostijo se tam v enem elementu teh sanj, zgoščenih sanj, se zgosti paleta sanjskih misli, da ne rečem želja. Ta proces, prevedeno v lingvistično terminologijo, pomeni nekaj podobnega kot znamenita ta metafora. Ko v sanjah pride do zgostitve, nastane neka nova simbolna nadomestna tvorba, torej simbol kot nadomestna tvorba oziroma nov zgoščen manifestni element sanj. To so Freudovi termini. Element sanj, ki v sebi ohranja bistvo latentnega elementa sanj, kar je tudi temeljna značilnost metafore. Šport in sanje sta pa identična. Če hočemo razumeti šport, ga moramo dešifrirati. Simbolno strukturo sanj moramo razbrati, kaj tiči onstran športne igre, manifestno videnega. To je bistvo športa. V planici imajo pa skakalci najdaljše stoječe skoke, polete. Le kaj imajo zdaj pa tele skakalke. Kadar so v pancerjih, so bolj na fantinje narejene, kadar so pa rdečih štiklih, če niso lezbike, so pa bolj na žensko narejene. Tale naš Raufen, ki je Strbovl, imamo najdaljšega v luft štrlečega, ženske ne pustijo to podred, plezajo ko zmešane po tem falusu, ki seže gor do kuma ali pa vsaj do Dobovca. Američanom so pa talibani tele dva falusa kar potovkli. Vsi imamo enega, Američani imamo pa dva. In kaj so zdaj talibani naredili? Oba so jim kastrirali. Pred koliko že? 22 leti, 21, 2-1 je bilo tisto. Skratka, drugi pomemben proces, ki sodeluje pri oblikovanju sanj, je ob zgoščanju še ta premeščanje, ki bi bil po neki lingvistični vzporednici lahko metonimija, ampak ni tukaj čist, bi rekel, jaz imam tukaj malo zadržke, če to čist sporejamo, ta dva koncepta, se pravi premeščanja in metonimijo. V zvezi s tem Freud piše, da elementi, ki v manifestni vsebini sanj delujejo kot bistveni, v latentni vsebini sanj nikakor nimajo takšne vloge. Tisto, kar je v sanjah bistveno, v resnici na latentnem nivoju ni bistveno. Sploh ni nujno, da je to, kar je očitno, bistvena vsebina sanjskih misli. To, kar je predstavljeno v sanjah. V tem kontekstu moramo razumeti koncept prevrednotenih sanj. Ko je nekaj zelo, markantno v sanjah, tista markantna podoba sanja je v bistvu prevrednotena, preveliko vrednost ima, ker na latentno nezavedni ravni je pa nekaj čist drugega zelo pomembnega v teh sanjah, ko jih dešifriramo, ko razberemo latentno simbolno strukturo teh sanj. In tam najdemo željo. In potem piše, pri premeščanju gre torej za to, da se psihični akcent z vsem libidinalnim potencialom oziroma čustvenim nabojem premesti z ene na drugo predstavo. Iz tiste latentne želje, ki je v ozadju, se premesti v nek manifesten element sanj. Se premesti. Ta metonimija je pa malo, se mi zdi pa malo drugačna. Ni čist tako, ni mogoče taka preslikava tega koncepta oziroma usporejanja teh dveh konceptov, psihoanalitičnega premeščanja pa lingvističnega koncepta metonimije. Zgoščanje pa metafora sta bolj usporejajoča, bolj se jih da usporejati kot ta dva premeščanje in zgoščanje. Kot premeščanje in metonimija. Proces premeščanja v sanjah lahko, sicer teoretsko,
možno je, vsaj Tanja tako je zastavila v tem svojem seminarju, sporejamo s konceptom metonimije. Ja, zdaj tole, ne, kaj če mi reči, ne, tole stari dobri časi, ko so na Tour de France pa vseh dirkah po svetu dve ženske zmagovalcu dale lupčka, ne. Zdaj pa, če ste gledali te naše Matadorje in Pogačarja in Rogliča, tam je ena ženska pa en moški. On rumena majica, pa pride ženska pa moški. Mislim, to je simbolna disonanca, to je vse narobe tam, ne. Simbolna disonanca se temu reče, ker simbolni procesi so diktirani strani anatomije genitalij. In zdaj, če je nepenisno bitje, ženska, vpeta v družbo na faličen način, ti začneš škrtati not po glav, ne? In če je še moški posledično simbolno kastriran, ne? Ali pa zdaj tle še enega moškega odkajamo, da bomo moški pa ženska, lupčka devo, mislim, kak trojček perverzni je pa to. To škrta not v glavi na realni ravni, ne? V primarnem procesu, ki je simbolne narave, ne? Kognitivna disonanca ali pa kognitivna distorzija v teorijah zarote ali pa pri motenih osebnostih, nek ima kognitivni aparat popolnoma zblojeno zastavljen in ne razumejo določenih stvari, ne, pri simbolni disonanci pa pride do tega, da bi zdaj telemu zmagovalcu ali pa recimo zmagovalki dva moška dajala lupčka, dva moška. Ne, se pravi mogočna kastratorka, ki je zmagala, kastrirala, ne. Že kastrirati druge ženske je absurd, ker ne moš ti druge ženske kastrirati, ker med nogami nič nimajo in se jim ne da nič kastrirati. Zato je koncept ženske zmagovalke v športu error, absurd, po psihoanalitični logiki, ne. In je to simbolna disonanca, neujemanje. Ne. Zdaj, Freud, bom še malo tlele Freuda dodal, malo sem tole iz Tanjinega referata tako rekoč prepisal. Freud še dodaja, da je popačenje manifestne vsebine sanj večje, če so večji odpori, ne, znameniti odpori do resnice. Latentne vsebine oziroma bistva sanj s pripombo, da so odpori vzpostavljeni zaradi cenzure sanj, torej vesti, torej nadjaza, ki se v človeka naseli v otroštvu, v obdobju razreševanja Oedipovega kompleksa. Ne, takrat nadjaz nastaja. Bolj kot je močna libidinalno investirana želja, zaradi katere sanjalec sanja ali pa zaradi katere se šport vzpostavi, večje je znamenito popačenje oziroma lingvistično rečeno metaforizacija sanj. Večja je metaforizacija. Ne, večji je pritisk želje, bolj je želja prepovedana, močnejši je nadjaz, večje je popačenje, večja je simbolizacija, večja je metaforizacija, bolj suverena je metaforizacija sanj oziroma športa. Šport ima zaradi načela realnosti svojo strukturo že popačeno, ne, ker ti kebabe ne moš nažgati, pa gol izumiš, ne, izželiš, iz nezavedne želje, da bi ga uturil noter, ne, izželiš pa gol, zaradi načela realnosti, ker oni alfa samci ti žgejo tisto samičko, ki ti ne moreš, pa gole devaš tam prijateljem, pa bratovsko zvezo vzpostaviš, pa si nažigavate ženske tem. Eno pleme drugemu plemenu nažigava babe v fuzbalu, ali pa košarki, ali pa teh žogarskih športih, ki vsebujejo paradigmo gola. V lingvistični teoretski intervenciji bi se dalo reči, da se manifestne sanje metaforizirajo, zato da se prelisiči oziroma obide cenzura nadjaza. Vest kot cenzura sanj sanjavcu ne da miru, če sanje v procesu popačenja pridobijo metaforičen in metonimičen status. Torej, ko se sanje metaforizirajo, simbolizirajo, ne, se popačijo, postanejo simbolne, šele takrat je za okolico, za nadjaz pri sanjah
intrapsihično, je vse pol mogoče, ne. Pri športu so pa vsi pomirjeni, ne, ko mu tem Pabo pstiš primer, pa si tam bratovska zveza dveh ekip nažigava tiste 2 goale, s tistimi belimi žogami, ki so bele zaradi bele sperme, ne. Pa imaš pa tam deviški kožnjak, je golman, ne, offside je, se pravi, obramba se vzpostavi, ko je devični pas vzpostavljen, ne, če si onstran devičnega pasa, je to offside, ne. Mora biti devični pas, pa ga pa odšvasi, pa defloriraj, ne. To je vse sekundarno, potem pa simbolno, nezavedno, izjemno kompatibilno, ne, če gremo zdaj v neke detajle. Zdaj, če grem naprej, ne, mislim, jaz zdaj sledim Tanjinem referatu, ki je svojim znanjem prečekirala vse lingviste, ki so simpatizirali s psihoanalizo pa Freudovimi koncepti in hkrati bili vezani še na metaforo in metonimijo, ne. In naletela je za čuda enega Črnogorca, Filipa Kovačeviča, neka 2013. leta je objavil neke teste, kjer je zaznati, da bi morala biti interpretacija sanj, in Kovačevič se sklicuje na Lacana, se pravi po Lacanovem mnenju, strukturno podobna, logični, torej slovnični, besediloslovje je bil ta referat, ta predmet, slovnični analizi. Tukaj se Lacan dejansko opira na napredek v sodobnem jezikoslovju. In to prav na to formulacijo metafore oziroma metaforike, torej metafore in metonimije. Že za Lacana je bila metafora strukturno podobna zgoščanju, že za Lacana. Pa jaz Lacana ne študiram kaj preveč z užitkom, ker je vse zakompliciral do amena, ne. Zavrl razvoj psihoanalize za 150 let, kot sem nekajkrat že poudaril. Se pravi, metafora je strukturno podobna zgoščanju, metonimija pa premeščanju, je rekel že Lacan. Jaz tej čist črno-beli preslikavi ne zaupam, ne, je pa Lacan kot avtoriteta to povedal, ne. Ta teoretski preskok si je lahko Lacan privoščil zato, ker so po njegovem videnju zakoni sanjanja, zakoni jezika. Lacan, to pa ni zdaj Vodeb, to je pa Lacan. Ok, jaz zdaj sanje niso epicenter mojega proučevanja, ampak je šport oziroma športologija, ne. Zdaj, Tanja je nadalje izbrskala, da je ob temu Filipu Kovačeviču, Črnogorcu, psihoanalitiku in lingvistu po svoje, da je tukaj še en Don Cuyken. Ta dva sta oba nakazala, da se je teoretska metaforizacija sanj v interpretaciji sanj v resnici in po svoje že zgodila. Se pravi, ni bila zgolj moja ali pa Tanjina ideja, da se da metafora aplicirati v razumevanje sanj ali pa v teorizacijo sanj, ampak sta to suvereno delala že Kovačevič pa Cuyken, pa pozneje še Lakoff, George Lakoff, jezikoslovec, je proučeval konceptualne metafore, tudi v sanjah. Leta 1993 je objavil tekst z naslovom How Metaphor Structures Dreams, The Theory of Conceptual Metaphor Applied to Dream Analysis. Ok, nam zdaj prevajal, ne. Se pravi, psihoanalizo in jezikoslovje oziroma metaforo je probal usporejati oziroma jih konceptualno združevati. V tem svojem tekstu iz leta 1993, v katerem gre v smer, ki sta jo zastavila že Kovačevič in Cuyken. To je Tanja ugotovila. Lakoff, tega 93. leta, pravi, da se sistem konceptualne metafore, ki deluje v običajnem mišljenju in jeziku, lahko uporablja tudi pri interpretaciji sanj. Amen. Ali pa hvaljen Jezus,
To sva, torej skupaj sva s Tanjo koncipirala podcast o sanjah, psihoanalitični interpretaciji sanj, je ona takoj dodala, da v jezikoslovju je pa vzporedna pa ta metafora, oziroma metaforizacija sanje popolnoma mogoča. In potem je v procesu nastajanja tega njenega referata vskočil Črnogorca Filip Kovačevič, pa ta Don Kujken, pa George Lakoff. Dejansko, torej v resnici govori, vsi govorijo o metaforizaciji sanj, ampak metaforizacija sanj kot termin, ne, je pa zrasel, zdaj ne vem, ali na Tanjinem ali na mojem zelniku, ker sva oba dva družno to, bi rekel, zaznala, da gre tudi pri sanjah za metaforizacijo sanj, ki bi pomenila simbolizacijo oziroma freudovsko rečeno popačenje sanj. Iz manifestne v latentno strukturo, skupna točka je pa simbol, ne, ki je metafora. No, kar je to kot izraz, sem rekel, uradno upeljala, ga je pa prva, ga je pa Tanja. Ne, jaz pa zdaj pa temu naslovu, temu referatu dajem pač naslov metaforizacija športa. Sistem konceptualnih metafor je na voljo sanjavcu tudi med spanjem. Govori Lakoff, ne, se pravi, sistem konceptualnih metafor je na voljo sanjavcu, ko sanja med spanjem, ne. In pojem metafori je vzdržen v budnosti in v sanjah, ne. V sanjah je pamet, isto pametna ali pa še bolj, 10-krat bolj. In potem se sanje metaforizirajo. In po tej poti zagotavlja naravni mehanizem za povezovanje konkretnih podob z abstraktnimi pomeni. Ne vem, kaj naj še rečem, zdaj bi lahko, lahko bi še kaj povedal, ne. To, da šport moramo, ne da ga smemo, da ga lahko, moramo ga prebrati kot simptom. In ta simptom v psihoterapiji izgine, ker je moteč, tako da se skozi terapijo pripelje pacienta do uvida v nezavedno jedro, v potlačitev, ki je esencialni jedrni moment vzpostavitve motečega simptoma. Simptoma, ki ga moramo zanulirati ali pa predrugačiti oziroma anulirati, ker je moteč, in uvid nam to omogoča. Simptom izgine, če pridemo do uvida. Če pa kljub uvidu simptom vztraja, ima pa status, ko je že Lacan rekel, simptoma, sintom. Ne? Ampak do uvida je pa izredno težko priti, zato ker pacient ljubi svoj simptom bolj kot samega sebe in pride do odporov. Kar pomeni, da je tale moja teorija izredno moteča, in za voljo teorije je dobro, da se nekako v ozadju vzpostavi, se pravi, da teorija, interpretacija športa obstaja, ampak do nje ne sme priti uporabnik športa, ne? Če ne, je lahko v enem trenutku ozdravljen športa, če spozna, kaj v resnici dela, ne? Da tam kastrira seksualnega nasprotnika, da mu hoče nažgati babo, pa gol daje, ne? In če bi prišel človek do uvida, ne? Recimo problem je pri trenerjih, če pride do uvida, da se svojim športnikom oziroma še bolje športnico tako rekoč kurči, da si izbori privilegij v ženski želji, da zmaga, da kastrira s svojimi zmagami, kot trener uporablja pa športnike, tudi otroke, tudi punce. Če prideš do tega uvida, se ti sesuje sistem vrednot, ne? Uvid te ozdravi zasvojenosti s športom, tudi s trenerstvom, ne? To sem jaz namreč doživel, ne? Zato je bogokletno reči Bobu Bob, ker tako brez, da bi opozarjali na problem resnice, ki tiči onstran športa. Zato sem jaz rekel že, ko sem prvi magisterij naredil, da ga je treba zakleniti, da ne sme nihče, še posebej ženske,
dostop do tega mojega magisterija, ker bodo videli, da se dekleta, fantinje v objemu zavidanja penisa zgolj in samo zgledujejo po moških v teh faličnih športih. Mogoče še, če preberem tale zaključek, ki sem ga skopiral z Taninega referata. Kaj je še to? Ja, sej, tole je zdaj, hvala za pozornost, ampak vseeno bom tole prebral. Proces psihoanalitične interpretacije sanj je zahteven, vendar lažje predstavljiv in razumljiv, če si sanje razlagamo kot metaforo, ki je zaradi vsesplošnega poznavanja lingvistike v laični javnosti bolj domača. Ta interpretacija skozi lingvistične koncepte je bolj domača, kot pa psihoanalitična interpretacija skozi procesa zgoščanja in premeščanja, plus sekundarna elaboracija, upoštevanje predstavljivosti, inteligibilnost. Ne? V metafori je laični folk bolj doma. Se pravi, v tej seminarski nalogi, ki jo vse skozi omenjam, je Tanja upeljala pojem metaforizacije sanj, ki izhaja iz lingvističnega pojma metafore in je povezana tudi z metonimijo. Če primerjamo metaforo in metonimijo, je za metaforo značilna podobnost med dvema elementoma na podlagi povezave, ki ni vzročno-posledična, zato je povezavo oziroma podobnost med podobojemalcem in podobojedajalcem velikokrat težje prepoznati oziroma ugotoviti kot pri metonimiji. Sanje težijo k temu, da so zakodirane, zašifrirane, simbolizirane, ravno zaradi tega, ker sporočajo željo sanjavca na simbolen način. Saj se želijo izogniti cenzuri sanj. Proces metaforizacije sanj ima torej nalogo, da prelisiči nadjaz in omogoči nezavedni želji, da se v popačeni podobi utke v manifestno vsebino sanj. Natančneje, proces gostitve v sanjah je povezan z metaforo, medtem ko je proces premestitve nekako povezan z metonimijo. Metonimija v sanjah je povezan s prenosom psihičnega akcenta želje na nek drug element, medtem ko metafora v sanjah predstavlja zgostitev, zmiksanje, kondenzacijo več elementov v enega. Prav ničesar v sanjah ne moremo jemati dobesedno, sanjske podobe so vselej skomunicirane na način, da se želja ali pa želje zakamuflirajo v nekaj drugega. Nekaj drugega. Kar pa lahko, če to preberemo kot metaforo oziroma skozi metaforizacijo sanj, veliko lažje razumemo, interpretiramo. In podobno, kot se govori zdaj o sanjah, kot je zdaj ta transfer iz lingvistike v sanje speljala Tanja, to sem jaz naredil v tem referatu z aluzijo, da poskušate to preslikati na razumevanje športa. Šport kot metafora. Zdaj pa ne vem, kaj bi še dodal. Kot generalko sem tole pripravil. Zdaj to je to in zdaj pa stop sharing. Stop sharing, aha. Kaj ne rečem, čau.